mislim, da to ne bo nujno slabo vplivalo na rejtinge SDS. Ne? Mislim, da je da je to zgodba resnice. Ne v tem smislu. Mislim, da je to win-win situacija. Ne? Mislim, da imajo oboje od tega korist. Ne? To, da Stevanović in cela resnica od Mijića do Katje Kokot, da skozi neki povzročajo neke zadeve, ki so po zdravi pameti politični škandali, ne, ali pa vsaj neumnosti, da to njim koristi. Ne, koristi. Komu točno koristi? Vladi? Enim in drugim, resnici in vladi. Ne. Dejstvo je, da resnica, kot si sam rekel, da je katalizator, ne, resnica odvrača s temi svojimi bizarnostmi pozornost od tega, kar dela vlada. Ne? To je eno. Ne? Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci, gledalke in gledalci Večera, dobrodošli v podcastu Večer za vikend v naši tedenski izdaji iz naše produkcijske hiše podcastov. Marko Crnković, urednik in kolumnist sredi poletja. Zdravo. Za poletno politično pauzo, ki v bistvu ni pauza. Preden pa greva k debati, Marko, seveda zahvala za to, da nas spremljate. Tudi če ste na dopustu, vam ta hladno serviran podcast seveda priporočava že vnaprej, predvsem pa se priporočava tudi za všečke, komentarje, odzive in vse, kar sodi zraven, da bomo vedeli več in bolje. Ne da priporočava, ampak pričakujejo. Pozivava, ker zdaj so pozivi so v modi. Kako si, Marko, povej, 7. mesec se končuje, predsednik Državnega zbora se je pospravil na počitnice, poslanci prav tako, vlada je razpršena po raznih taborih, dopustih in ostalem, opozicija nekaj kuha. Kaj pa ti? Si na hladnem dovolj v tem v vročinskem valu, ali se tudi tebi kuha temperatura? Ja, malo imam že dovolj te vročine in ko me čakam. Za mene se jesen začne takrat, ne takrat, ko lahko rečeš vroča politična jesen. Ne takrat, ko je dejansko vreme in temperatura predvsem pač bolj prijetna, ne? Ampak takrat, ko začnem pogrešati vročino. Neke te garderobne zadeve, ki pač pašejo za jesen, ne? Tako kot balonar, pa kakšen lažji pulover, pa kakšne dežne čevlje, pa tako. Dobro, malo še boš počakal, ker smo sredi šele drugega vročinskega vala. Ampak nisva zato, da bi razpravljala o podnebju na tem mestu in o klimatizaciji in vsem ostalem, ampak seveda najna... Lahko pa si vzamemo za temo Polono Rifalj, ne? Ja, tako. Najn delokrog bo kot vedno politika, lokalna, nacionalna, morda še kaj globalnega. Skratka, smo sredi poletja, oblast smo spomladi zamenjali, Janševa vlada še ni prišla do 100 dni na oblasti. Že lani sva se spomnim tako v teh poletnih podcastih razpravljala, da kisle kumarce niso več to, kar so bile. Skratka, kar je prinesel ta teden, ki ga zdaj počrtujeva in zaokružujeva, je najprej seveda predlog opozicije, nekdanje levo-sredinske oblasti, nedavno nazaj ta trojček še vladal v Sloveniji, da bi Državni zbor razrešil prvega med njimi, torej šefa hrama demokracije Zorana Stevanovića, ker da tepta ustavo, poslovnik, opozicijo onemogoča njene naloge. Zdaj, veva, matematika
kar se tiče Stevanoviča, ki ga je ta koalicija seveda že aprila ustoličila in na nek način napovedala vse, kar se bo zgodilo, torej četrta Janševa vlada. Matematika ni na strani opozicije, ampak je to nek manever, ki je po svoje bil verjetno pričakovan, glede na vse dogodke v zadnjem obdobju, vezane na stranko resni.ca, Stevanoviča, Miča in vse ostalo. Kako gledaš zdaj, da so torej opozicijski trojček prišel pred javnost in se spravil na Stevanoviča? Ja, to, mislim, drugega mi ni preostalo, ne glede na razmerje moči v parlamentu, pač to so enostavno morali narediti, ne. To je tako, ne, to, mislim, ti si pravilno napisal v komentarju pred dnevi, ne, da obstajajo neki politični ukrepi oziroma da politiki morajo včasih narediti to, čeprav vejo, da jim ne bo uspelo, ne. Ampak in to je pač tak primer, ne. Čeprav to seveda postavlja v relativno luč vse zadeve, ki jih je prej počela še takratna opozicija, ne, zdaj vlada, ne, zdaj ti, ki imajo premoč v parlamentu, z vsemi temi interpelacijami in ustavnimi obtožbami in take zadeve, ne. Pač politiki to delajo, ker morajo delati in s tem, tudi če jim ne uspe, ne, spomnim se, mislim, ne vem, koliko je bilo, kdo štel te interpelacije, verjetno so preštete, ne, v mandatu prejšnje vlade, ne, pa še bolj nazaj. Smo šteli, samo se ne spomnim ta hip. Ja, Jih je bilo ogromno. redko katera je bila uspešna, ne, vsaj v prejšnji vladi ne. Ne, tudi zgodovina parlamentarizma kaže, da so interpelacije res izjemno uspešne. Ja, no, ampak to je pač treba delati, ne, nek učinek to ima, ne, Kakšen? Zakaj gre? Za okvir, ki ga postaviš, za usmerjanje debate. Za okvir, za usmerjanje debate, za opozarjanje na neke dejanske ali nemišljene nepravilnosti. Gre pač za to, da vprašanje je, kako to seveda vpliva na državljane, ne. Državljani, hvala Bogu, jim ni treba spremljati 12-15 urnih razprav v parlamentu, kjer se pač krešejo mnenja za in proti interpelaciji, ne. Ampak dejstvo je, da pač to je v zraku, vsaka interpelacija je nek poskus, da bi, to v bistvu PR-no, ne nujno v slabem smislu, ampak to je PR, ne, to je opozarjanje nase in opozarjanje na to, da dopovedovanje ljudem, da imamo mi prav, ne, recimo, da ima opozicija prav, ne, da ima vlada oziroma vladajoča oblast. Ampak kam, dobro, ok, Stevanovič bolj ali manj ostaja na varni strani radarja, ima podporo koalicije, on je seveda kao opozicija, ne, čeprav je zelo pomemben za trenutno konstrukcijo Janševe oblasti, zagotavlja glasove, je nek katalizator, ne nazadnje nekih političnih konfliktov, ne, veliko pozornosti je usmerjeno nanj, ne, opravlja za to oblast eno kar precej pomembno nalogo, pri čemer se vendarle zastavlja vprašanje, kako visoki bodo vsi stavljeni računi za vso to, bom rekel, dirty business, ne, ki ga on občasno seveda ali pa kar pogosto upravlja. Ampak kar me zanima v tem kontekstu je, zdaj poletje je nekako zagrela, politično poletje, ta zgodba afera Mijić, ne, njegove firme vmes je zavila celo do znanega davčnega optimizatorja Roka Snežiča in v bistvu to postaja neka poletna politična nadaljevanka, ki tako rekoč dnevno dobiva neke nove dimenzije, zaplete in razplete. Zdaj, kaj prognoziraš? Ne, rečeno limonada. Zelo dobro, limonada. Limonada, servirana z nekaj kockami ledu, predvsem pa z veliko pelina
bolečina za številne ljudi, ne, ki so bili v teh zgodbah tako ali drugače prizadeti in opeharjeni. Ampak kam lahko gre zdaj ta zgodba? Komu lahko škodi? Ne? Kako se bo po tvoje razpletla? In ne nazadnje, ne, ali lahko v bistvu te nečedni posli poslanca resnice začnejo škropiti na nek način tudi po rejtingih vladajoče koalicije. Janez Janša, četrtič slovenski premier, v Bovcu nekako dejal, češ malo je relativiziral celo zadevo, ne, to je malenkost, ne, ta zadeva Mijić v primerjavi z številnimi drugimi vele zgodbami, ki smo jih seveda od tranzicijske levice že spremljali. Janša je v tem, je za te manevre favorit, ne, on vedno najde in cel SDS, ne, najdejo nekaj drugega, na kar, to je pa kaj pa vi, kaj pa ti, glej, kaj si pa ti delal, ne? Vedno odvrnejo pozornost od problema, ki jim ga nekdo očita, nazaj. Žogo nabijajo nazaj na njihov teren. Nabijajo nazaj in to je to, ne. Tako da jaz mislim, da to ne bo nujno slabo vplivalo na rejtinge SDS. Ne. Mislim, da je da je to zgodba resnice. Ne v tem smislu. Mislim, da je to win-win situacija. Ne. Mislim, da imajo oboje od tega korist. Ne. To, da Stevanović in cela resnica od Mijića do Katje Kokot, da skozi neki povzročajo neke zadeve, ki so po zdravi pameti politični škandali, ne, ali pa vsaj neumnosti, da to njim koristi. Ne, koristi. Komu točno koristi? Vladi? Enim in drugim, resnici in vladi. Ne. Dejstvo je, da resnica, kot si sam rekel, da je katalizator, ne, resnica odvrača s temi svojimi bizarnostmi pozornost od tega, kar dela vlada. Ne? To je eno. Ne? Zato jih bo Janša po mojem pustil pri miru. Ne? Zato, ker to je posredna, to je eksternalija teh neumnosti, ki dobro prav pride vladi. Ne? Po drugi strani pa seveda tudi tudi Stevanović oziroma resnica ne bo nič konkretnega naredila, nič takega, kar ne bi bilo všeč vladi oziroma SDS, ne, ali Janši samemu. Ne, zato, ker po eni strani jim paše, da so v središču pozornosti, zdijo se pomembni, to je v skladu z njihovo strategijo, da obtožujejo javnost in medije, ne, glejte, kaj nam delajo, ne, spravljajo se na nas brez neke osnove. To je pač ta populistična metoda, ki sporoča, s katero bojo nadaljevali samo zato, da utrdijo svoj položaj. Ne. In to gre z roko v roki s tem, da jih vlada, da jih bo Janša pustil pri miru in da bojo oni pač zadovoljni in srečni počeli te stvari naprej. Ok, dobro, zanimiva teza, čeprav jaz vendarle rahlo ločeno mnenje glede tega, da se na neki točki predvsem ta zgodba Mijića glede delavcev in tega v neko podporo nekomu v tej zgodbi lahko zažre. Ne? Čeprav bomo videli, kaj se bo v tej zgodbi še vse razkrilo in dogajalo. Po mojem, kar zadeva Mijića in to limonado s Snežičem, je po mojem stvar v tem, kaj lahko dejansko uradne institucije, ki so za to poklicane, ne, da presojajo v takih primerih, ne, kaj lahko dejansko naredijo. Ne. Ali je možno, da ne, vsi vemo, zakaj je Snežič to naredil. To je naredil zato, da bi po eni strani kompromitiral Luko Mesca, ne, ki bo zdaj lahko po njegovem nekaj naredil za te delavce, ki niso bili plačani, ne, s tem, da bo pač hočeš nočeš pokasiral ta dolg, ki je bil prej Mijićev, zdaj
je pa Snežičev, ne, kao, ne, in da če je to sploh bilo legalno, ali je bilo legalno, da sploh, da je notar recimo to pogodbo overil darilno, ne? Ali je možno, ali je prav, da nekdo, ki ima davčni dolg, podari svoje podjetje nekomu tretjemu. Ne? Tako da to je bolj odvisno od tega, kaj bojo te inštitucije, ne vem, kdo so, ali so to sodišča, je to KPK, mislim, kaj je možno dokazati? Ali je možno dokazati, da je to bilo legalno in nepravilno? Da bojo to ti vatli, po katerih se bo na koncu ta afera Ljudje ne bojo šli na izmerila, ulice zaradi ne. tega. Mislim, Ja. verjetno še nikoli ni bilo take situacije, še nikoli ni bilo toliko razlogov, da bi ljudje šli demonstrirati na ulice. Ne? Ampak to, kar se zdaj dogaja, so res same neumnosti. Ne? Ampak to niso zadeve, zaradi katerih bi ljudje šli na ulice. Ne? Ljudje so šli na ulice, ker je bila korona, ker jim je šlo na živce Janša, ker je bil Janša sam toliko brutalen še nekoč, da je provociral ljudi, ni bilo meje, dokot sam si ni postavil meje, kaj vse bo ljudem rekel in jim naprej metal in komu. Ne? Kakšen je po teh prvih Zdaj pa tednih Janša po tvojem? Ne? Janša je pa zdaj Ne, ker njegovi ministri vendarle izvajajo neke ukrepe, politike, ne? Vidi se, da se neke Seveda. pipe zapirajo, preusmerjajo se finance, ne? Da vodijo tisto, kar so napovedali, ne? Na zadnje, ne? Nič Ja. presenetljivega. Je pa res, da mogoče Janša je manj v prvih vrstah teh konfliktov oziroma teh politik, kot smo ga bili vajeni. Ni se mu treba iztrčavati, ne? Ker ima pač zanesljive ljudi, ki bojo naredili točno to, kar so se dogovorili, da pač bojo. Ne? Tako da, seveda, Janša bi v vsakem primeru bil, če ne bi res deloval iz ozadja in imel pod kontrolo ministrov, na vse zadnje je to njegova služba, ne? Ni mu treba tega delati, ne? Ni treba, da on zdaj razlaga in se krega z mediji. Ne? Dovolj je, da ministrica pač reče, joj, finančno stanje je grozno, ne bomo podpisali teh pogodb, ki so bile že sestavljene, ne? Za sofinanciranje medijev. Ne? Janša ne bo za nič grdega rekel v medijih, ne? Ali pa nič kaj zelo, zelo grdega. Ne bo govoril o prostitutih, o pankarjih in tako dalje. Ne? Ignacija Fridl Jarc je recimo izobražena, kultivirana gospa, ne? Ki ne operira s takimi grdimi, primitivnimi izrazi, ne? In metaforami, da je nekdo, da so prostitutke, odslužene pa take. Ne? To pač, ona pač reče, ne bomo podpisali. In recimo, da Ni denarja. Ja, ni denarja, ne? Janša ni treba, da se krega zdaj z mediji. Ne? Res je, je pa Isto bo verjetno tudi v drugih resorjih, ne? Kar še nismo vsega videli niti. Ne? Ne, to še pride. Je pa Janša tradicionalno sredi poletja v Bovcu, ne? Oziroma na Bovškem pod vršaci slovenskih gora trenira svoje ovce oziroma svojo čredo političnih podpornikov, ne, kot vedno nekako mobilizira, zbira, ampak letos seveda z pozicije oblasti, letos za popolnoma, bom rekel, obrnjene logike kot lani, kot je z opozicijskih vrst jurišal na oblast, ampak nič dramatičnega, nič zelo presenetljivega v tem smislu. Najbrž gre ponovno za demonstracijo tega, da je ta stranka, ne, videli smo prizore avtobusov, kolon, ne, številnih ljudi, ki so drli tja na tiste strankarske dogodke in piknike, pač vedno znova pokažejo, da so najbolj motivirani, organizirani in ne nazadnje, seveda bom rekel, tudi počitnice v nekem delu preživljajo skupaj. Ne. Kar je celo res, ne. Mislim, to tako je, ne. Oni so najbolj organizirani, najbolj koherentni, najbolj skup držijo, tako da, ne, to pač in najbolj znajo to pokazati. Ne. To je dejstvo, ne. Mislim, ki pikniki od SD v Mostecu ali pa, ne vem, kaj so imeli, tudi Svoboda imela neki tam
ki je že tam Kaj je bilo? mednem, ne medno, tam nekje Ali naprej. so imeli v Arboretum ali Zbiljski gaj? ali ne? Zbiljski gaj, nekaj Ja. takega. Ne? Mislim, to zgleda, to je kar neki. Ne? To zgleda res bistveno manjše in bistveno manj spektakularno. Manjše in še ne, kot- spektakularno ni. Ne? Tam to res gleda, kot da jih je 30,000 tam. Ne? Mislim, dobro, seveda filmski teoretiki bi znali marsikaj povedati, ne? kako je treba kaj posneti. Ja, ok. Z te strani. Ne? In, Za drugič bo šla In, v to teorijo. tako da, ja, ne, tako pač je. Ne? Ampak dejstvo je, da to tudi ni taka, to je zadeva, ki dela bolj kompaktno to SDS skupnost. Ne? Ni Community building je ja, to, to res je. community building, ne? Po drugi strani pa Lepi slovenščini. nas pa ne je, nas pa je nezi, ne? Mislim, nas pa ne jezi to. Mislim, to se nam zdi whatever, ne? Ampak zato ne bomo šli na ceste, ne? Mislim, Ne, seveda ne. Ampak dobro, glej, kaj pa zdaj Janša v neki pač svoji stari formi, kar se stranke tiče, ne, tam ima vse pod kontrolo, tudi v vladi, bom rekel, ni se nikjer še resno zaiskrilo. Že 33 let. Ne, nič se ni takega zgodilo tudi v prvih teh tednih oblasti, v relacijah med koalicijskimi partnerji. Zato mi pa povej, kaj se ti zdi, kako so se pa na nek način zdaj v tej uvajalni fazi znašli Vrtovec, Logar in ostali, ne, ki sodelujejo v tej oblasti, torej seveda demokrati in Nova Slovenija skupaj z Fokusom in SLS-om. Ne, če sva Stevanoviča in Resnico v zdaj že prepoznavni formi škandaloznega obnašanja že obdelala, dajva še mogoče ostale. Ne. Ja, kar zadeva Vrtovca, bi človek pričakoval, da bo delal celo poletje na gradbišču. Da bo, da bo delal, ne, da pa je na Pagu. Da bo to že popravljeno, da bo že vse končan tam tam, kaj že pri Postojni, do tukaj pri Slovenski Bistrici in Pletovarju. Ne, tako da. Ampak on se je mimo kolon odpeljal in se zdaj se je slikal za izvodnim skuterjem, tako da ne pustimo mu te radosti. Ne. Ampak nekako politično on, Logar sta se, poleg Janše uspela nekako v teh tednih, kolikor sta se lahko, saj časa ni bilo zdaj veliko pozicionirati. Ne. Dobro, Logar je sfural to zgodbo, oziroma ni je še čisto sfural, ampak ta skok je vendarle zdaj v neki fazi že, ne. In tako naprej. Vrtovec se je pa slikal vsaj na gradbišču. Ne. Ja, ampak meni je bilo zelo zanimivo to, kar je, kako se že piše ta minister za zdravje? Osterc. Kako je on čudežno zrihtal ta problem z mariborskimi radiologi. Ne? Tisti, in noben ne ve točno, kaj se je zmenil. Ne? Tega ni bilo v medijih. To nihče ni povedal. Ne? Zelo eksplicitno in natančno, in veš, da bi zdaj v detajle to predstavili, ne. Ampak očitno je bil pa to tudi strani, bom rekel, zdravnikov, ne, s katerimi je bila prejšnja oblast v neki permanentni vojni, vendarle nek signal podpore. Ja, seveda, ja, absolutno podpore, ne. Ampak podpore privatnikom, ne, oziroma tem, ki imajo te aspiracije, da bi tudi, če delajo v javnem zdravstvenem zavodu, ne, to je voda na mlin tistih, ki zagovarjajo privatizacijo zdravstva. Ne, to je dejstvo. Ne. Ampak ni pa, je pa to čudno. Ne. Mislim, čudno zaradi tega, ker non-disclosure agreement to ne obstaja v politiki, ne? To obstaja v visokem biznisu, ne? Da pač ne smeš nekaj povedati, kar si se dogovoril. Ne? To v politiki ne funkcionira, ne? To možno samo v Sloveniji. Ne? Ampak ta oblast je zdaj nekako že nakazala, da bo sprejemala zelo parcialne dogovore z zdravniki, napovedali so poseben plačni steber za policiste. Skratka, ne, oni bodo deli in vladaj logiko uporabljali nekoliko drugače, kot jo je uporabljala seveda Golobova vlada. To smo se zdaj že nekako navadili. In kar zdaj je ena izmed zgodb tega
bom rekel, vročega poletja, ko se vsi ukvarjamo s temi vročinskimi valovi, pa dehidracijo, pa zdravstvenimi, kmetijskimi in drugimi aspekti tega, da se kurimo sami sebe na tem planetu, ne. Vmes pa teče zelo pomembna zgodba, javna razprava o tem, ali bomo dobili torej nacionalni demografski sklad, torej nek mega sklad, v katerem bo skoncentrirano vse slovensko državno premoženje, kar ga je še ostalo. Ne? In to bo verjetno ena izmed najbolj vročih zgodb politične jeseni, ko se ta javna razprava konča in ko se poslanci vrnejo, se bo verjetno to zarolalo, ker tukaj gre pa za zadnje evre državne srebrnine. Ne? Ja, jaz ne vem, a bo v tem predvidenem demografskem skladu več, kot je bilo v Absolutno več. Dvojno skoraj da več. Ne? Sem pridejo tako rekoč vse kapitalske druge naložbe in lastnina države, tudi nepremično premoženje in podobno. To je SDH krat 2. Bi rekel tako malo čez palec, ampak je. Ne. Zato je nekateri pravijo, da je to v bistvu zdaj zadnja runda slovenske privatizacije po tistih 90-ih, pa bančnih sanacijah in različnih odprodajah, ki so bile naložene v povezavi s to famozno kontroverzno bančno sanacijo, zdaj prihaja še ta. In to verjetno bo ena izmed najbolj vnetljivih zgodb političnih polj. To se jaz toliko ne spoznam, ne, ampak bi kot laik rekel, ne, da kar je, ne, da je bilo v Sloveniji že toliko privatiziranega premoženja, da se mogoče ne bo prav zelo poznalo, če bo skratka še ta demografski sklad obstajal. Ne. Tako da ne vem, upam, da se motim, ampak jaz ne bi bil črnogled glede tega, no, ne vem. Zdaj, neka zgodba in point tega naj bi bilo seveda polnjenje, ne, da bi se z donosov dividend, kupnin in tako naprej polnila pokojninska blagajna, ampak to ni slaba ideja. Ideja je seveda v teoriji dobra in v nekaterih državah to seveda je tako izvedeno in tako izpeljano, ampak gre za neke drugačne modele z bistveno večjimi bom rekel, malhami državnega premoženja, recimo na Norveškem se v takšen sklad zlivajo vsi prihodki od nafte in tako naprej, ne, ki ga oni odmajo, pa od ribolova in tako naprej in potem ta denar razporejajo naprej. Pri nas pa je, kot vemo, državno premoženje vedno seveda velik apetit in na koncu tudi plen politike. Ampak pustiva, mogoče to zgodbo za kakšno od naslednjih. Predvsem pa je tudi to, ne, mislim, to zna biti problem, ne, s tem se pa strinjam, ne, oziroma bi na to opozoril, ne. Pri nas je državno, oziroma upravljanje državnega premoženja ni samo neka vrednost, ki jo lahko nekdo upleni, ne, ampak je tudi zelo pomemben kadrovski faktor, ne, koga nekam inštalirati, ne. To pa ja. In pika. Res je, zelo pomembno. To se delajo vsi, ne, bodimo realni. Ne. Absolutno leva garnitura ni bila v tem smislu nič manj, bom rekel, pohlepna ali pa seveda nagnjena k temu, da so takrat kadrovali in odločali seveda naši v narekovajih. Predvsem pa je seveda treba resnici na ljubo povedati, da je veliko privatizacij državnega premoženja v Sloveniji sploh recimo v zadnjih 20 letih bilo izpeljanega pod levimi vladami, ne, in tudi največje banke in tako naprej so bile prodane v tem času, ampak če sva že pri levih, pri levo-sredinskih, daj vas še obdelati njih, ne, začela sva na nek način z njimi, da so 3 junaki prišli povedati, da želijo razrešiti Stevanoviča, ta teden je bilo tole, ne, ampak dajva mogoče malo širše pogledati. Ne. Golob, padli premier, je poskušal z idejo senčne vlade, zdaj košarico je že dobil SD-ja, bolj ali manj od Preroda, ki ga sicer sploh ni seveda v parlamentu. Levica bo še nekaj razmišljala, ampak tudi za nekega navdušenja ni. Skratka, ne, to me spominja na manever seveda Antona Ropa iz leta 2004. Jaz sem takrat ravno začel spremljati politiko, potem ko sem končal faks, ne, sem začel v notranji politični redakciji delati in jaz se spomnim, LDS gubi volitve in čez nekaj mesecev pride
Anton Rop, ne, in pove, mi bomo pa zdaj imeli senčno vlado in bomo zasenčili seveda vlado, ki je na oblasti, malo se šalim, malo pa seveda tudi ne. Skratka, senčna vlada, ki bo začela delovati na 100. dan obstoja Janševe vlade, je nek seveda, bom rekel, politični izmislek, ki obstaja marsikje, ne, da opozicija ustanavlja neke senčne vlade. Zdaj nekega efekta pa ne, vredno od tega, ne vem, je zelo vprašljiv ali pa lahko zelo kratkoročen. Bolj kot to, ne, da bi Golob imel rad senčno vlado in da drugi niso dvignili roke, tukaj smo, komaj čakamo, da bo spet ti senčni premier, mi bomo pa sedeli za tvojo okroglo mizo, me pa zanima, ne, zdaj pozicija levo-sredinskih strank. Levica se je že skregala z Vesno, SD v nekem svojem leru, se mi zdi, Svoboda pa se tudi šele navaja. Ne. Kako vidiš zdaj celo to levo kompozicijo? Ja, do te leve kompozicije sem zelo skeptičen. Ne? Mislim, da se Svoboda najdlje uči, se bo najdlje učila sploh biti v opoziciji. Ja, ker je nastala oblast, kot aparat za oblast in nima nobenih izkušenj sploh s statusom opozicije, ne? Tako kot ga imajo in SD in Levica. Ne? Ja. Čeprav SD ne tako dosti, ampak ja, ima. Kljub vsemu. Ja. SD se mi zdi, da je taki nesrečniki. No? V bistvu jim se mi zdijo zelo kredibilni, ne po svoje, čeprav imajo po svoje tudi delajo veliko napak in so imela svoje afere. Ampak se mi zdi, da so zdaj, odkar je predsednik Han, se nekako pobrali in stabilizirali, bi rekel. Ne pridejo pa dosti dlje od tega, da so pač neka vljudna opozicija. Ne? To se mi zdi kar posrečen izrazenih, vljudna opozicija. Ne kregajo se tako, kot se zna kregati Levica, tako, kot se zna kregati Svoboda. Ne? Oni so bolj vljudni in malo zadržani, bi rekel. Ne? Kar pa zadeva Levico, bi pa tako rekel, ne? Po svoje so oni najboljša opozicija, to je dejstvo. Ne? Najbolj so usposobljeni in ustrojeni, verzirani, profilirani za to. Ne? Tako so nastali. Če je bila Svoboda za oblast, so oni nastali za opozicijo. Ne? Jim prav pride, da so nastali kot neka alter scena, in da so bili seveda dosti mladi, da so se vmes sicer, da tako rečem, gentrificirali, ne, in prišli na oblast, ne, seveda pa še že, ne, kdo pa ne bi, ne. No, ampak bi pa to pripomnil, ne, mislim, to je treba upozoriti na hvalevredno kolumno Vesne Vuk Godina, ki pravi, kaj je z Lukatom Mescem, da gre kandidirati za župana Ljubljane, ne. Dejstvo je, ne, da je to neodgovorno ravnanje, zdaj citiram VVG, ne, dejstvo je, da to neodgovorno, ker on je bil izvoljen kot poslanec in sicer kot opozicijski poslanec, ne, ki mu pač znotraj stranke in znotraj potencialne koalicije, ki pač ni dobila dovolj glasov, da bi sestavila vlado. Ne. In ker mu pač to ni uspelo, bi bila edina odgovorna stvar, da bi on zdaj pač bil to, za kar je bil izvoljen. Izvoljen pa je pač glede na okoliščine bil zato, da je v opoziciji. Ne? In kaj zdaj on iz lastnega interesa in iz nekega interesa za Ljubljano in dobrobit meščanov, kaj gre on zdaj kandidirati za župana? Ne strinjam se z Vesno VG. Gre za čisto politično logiko. Torej, ne, malo so se na levi strani morali tudi verjetno kaj naučiti v tem času, da se kampanja vodi od volilne nedelje do naslednje volilne nedelje. In Meščeva kandidatura je zagotovo ena izmed epizod in etap, ki jih mora Levica narediti, zato da bo
krepila bazo, stranko in predvsem svoj temeljni brand. Torej, Mesec gre tja, zato krepi lasten politični brand, ker on je njihov največji politični kapital in verjetno edini politični kapital. Ta kandidatura pa je verjetno v perspektivi povezana tudi z njegovo ambicijo, da bi na levi sredini bil kaj več kot samo sokoordinator Levice, ampak nek širši, bom rekel, lider tega dela političnega polja. Zagrebški primer je verjetno mu vzor v marsičem, predvsem pa bi rekel, da je pač to nek sistem permanentne kampanje. Mesec bo dobil zdaj medijski prostor, lahko bo se na novo pozicioniral, profiliral tudi v težkem spopadu in diferenciaciji na levi, od te Levice, ki pravijo, da je korumpirana, stara, old boysovska in tako naprej. Skratka, tu neka logika v ozadju zagotovo je, čeprav ima Godina seveda prav, izvoljen je bil za poslanca, okej, ampak v redu, saj ni zdaj prestopil v novo stranko, saj bo pod to zastavo te stranke šel na neko funkcijo, lahko tam nekaj naredi, tako da tu bi imel jaz, v bistvu bom rekel, malo ločeno mnenje, ampak okej, povej naprej. To ni nelogično, kar praviš, mislim, in mogoče zelo drži, to lahko Mesec vedno reče. Je pa tudi res, da mogoče si pozabil še eno stvar omeniti, da bo njegova kandidatura, tudi če ne zmaga na županskih volitvah v Ljubljani, do neke mere delovala proti desnici, ki že itak nima šans v Ljubljani. Ljubljanske volitve so samo druga beseda za to, da desnica nima kaj praskati. Da nima povsod kaj praskati. A misliš, da Jankovića lahko letos kdo premaga? Zdaj govori se svašta, poleg Mesca še UKZ oziroma Anton Rop v nekih navezah, pa Prerod ima svojega kandidata, desnica bi tudi naj ponudila nekoga, morda celo skupaj. A je Zoran Janković zrel za to, da odide v politično zgodovino? Ne bo odšel v politično zgodovino, ampak bo pa odšel v drugi krog, kjer bo zmagal, tako kot je že do zdaj 5krat. Zdaj bo 6. bo zmagal, ampak prvič v drugem krogu. In v drugem krogu bo z njim Luka Mesec, druge variante ni. To je tvoja projekcija. To je moja projekcija. Mislim, da te osebnosti ala UKZ in Rop in taki nima kaj tukaj iskati. Dobro, celo ime finančnega ministra v Golobovi vladi, Klemna Boštjančiča, se je v tem kontekstu pojavilo, ampak tudi njemu sondaže naj ne bi kazale nekih večjih možnosti. To je ta politični kapital, ki sicer obstaja, vsak, ki je bil nekoč v politiki ali pa je še, ima nek politični kapital, ampak da oplemenititi ta politični kapital, pa si ne vem kaj domišljati na podlagi tega, zlasti pri takih neravno vrhunskih top tier politikih, je pa iluzorno seveda. In na tem gradijo pač te Urške in Ropi in taki. Ok, še ena tema je bila ta teden vroča, ne moreva je spustiti, preden se počasi spustiva nazaj proti koncu najinega podcasta. Nesojena kandidatura, oziroma kandidatura ni bila nesojena, ampak torej angažma Tanje Fajon, nekdanje zunanje ministrice kot predstavnice Evropske unije za Sahel, Janševa vlada, Tone Kajzer, Janez Janša sta uspešno torpedirala v bistvu to zgodbo. Kakšno politično dimenzijo, kakšno politično okviri pripisuješ? Je to nekaj? Vidiš tukaj predvsem politični revanšizem, ki bo imel pač res omejene učinke, ker koga pa zdaj zanima to, ali bo imela Slovenija predstavnika za Sahel, ali po drugi strani vendarle kaže na nezrelo, razhajkano, razklano državo, ki se niti o takih stvareh, da bi imela neko visoko diplomatsko funkcijo, ki jih nima na pretek, to je treba reči, da prej na prste ene roke lahko preštejemo, to vrstne pa še manj, se ne more nikaj o tem zmeniti.
Ja, kaj jaz vem, seveda gre za politični revanšizem, ne? To je dejstvo, ne? In revanšizem ni nič dobrega. Ne? Ali se je Fajon pač tudi, bom rekel, narobe No, lotila dejstvo tega? je, da Fajon se je pač hotela znajti, ne? Lahko bi šla tudi na radio nazaj, ne? No, ampak ko si enkrat zunanji minister, ne greš na radio, ne? Tudi Dimitrij Rupel je bil zunanji minister, pa ni šel nazaj za Telex, mislim, ali pa za kjerkoli revijo, ki še obstaja, pisati kolumne oziroma kritike o novih izidih punk plat pa takih zadev. Ne? No, hočem reči, to je grdo, kar so naredili, in to je malenkostno. Ne? Je pa res, mislim, ampak vsi vemo, kakšna ta vlada je. Ne? To v Sloveniji vlada maščevalnost, ne? In tudi ne bi zdaj tudi levica naš ni nič boljša. Ne? Sej, pač ne bi rekel skratka, da jaz se ne bi zelo sekiral zaradi Tanje Fajon, ne? Ki se je hotela zrihtati eno službo, potem ko ni več ministrica. Ne? Tako da to je, mislim, ni lepo, ni pa grozno. Ne? Pač ni prišla do te službe, ki si jo je hotela zrihtati. Ne? Tako da to bi, je pa to tudi, no, mislim, to ni sam slovenski problem, ne? Ali smo mi skregani in maščevalni in revanšistični ali ne, ne. To je tudi problem Evropske unije, ne? Kako se tam odločajo za funkcije, ne? In kaj vse vpliva na odločitve nekih komisarjev ali kogarkoli. Ne? Tudi z njihove strani je to zelo grdo. Eni tam se ne strinjajo, pustimo zdaj to, sta Janša pa Janši pritisnil na ELS ali je, ne, ampak ne. Lahko bi pa komisija ustrajala. Lahko bi pa komisija ustrajala, ne. Ok, SD, Kljukica, Levica, Kljukica, Vlado, Kljukica. Kaj pa Golob? Robert Golob. Golob. Spremljaš, kaj malo se tu pa tam se posname z mačkami v svoji pisarni v nedeljo. Napovedal je to Vlado Senčno, ki pa zdaj mu ne gre pol. Za zadnji dan. Zanima, kje je Tina Golob? Gaber Golob. To pa res, jaz pa čisto pozadnji. Verjetno na kakšni plaži, pa po možnosti ne v Karikadorju, ampak res, glej, Golob, torej, ne, vmes se je nekaj oglašal, se je pojavil, zdaj, ne, da ga daje neka nostalgija po oblasti, je pokazal prejšnjo nedeljo na zadnji dan Tour de France, kjer je Tadej Pogačar ponovno dvignil pokal petič, ne, in je objavil sem pa prejšnjo leto. Kako je bilo fajn, ko je še bil nekdo. Ko so se peljali z ono črno limuzino čez Pariz. Skratka, Golob. Lik in delo Golob, opozicijski lider. Že vemo, kaj on bo in kaj hoče. Razen tega, da se je zamislil to senčno vlado. Kaj jaz vem, no? Ne zgleda mi kot lider opozicije. Ne? In če gledam nazaj, bomo realni. A je on bil sploh lider, ki je bil na oblasti? Mislim, ni prav tako deloval, ne? Pač bil je po funkciji glavni, ni pa zdaj spet neki v tem smislu, da bi se človek tresel od strahu spoštovanja, ko bi ga zagledal ali gledal na televiziji. Tako, zdaj ful zgoda je 26. julij, oziroma zadnji dnevi julija, do volitev so še 4 leta, ampak ne, torej nekaj se bo zgodilo na levi sredini. Ti Goloba torej ne vidiš kot nekoga, ki bo tu postal neka alternativa Janši, kot neki opozicijski lider. SD pravi, so itak malo nebogljeni oziroma tako, ne. Levica pa verjetno nima nekega večjega dometa od določenih odstotkov. Tako da leva slejko prej v naslednji. Če gledamo 4 leta naprej, ne. Vse ne, da bi zdaj mogla, ampak tako si sam ponudil to tezo, ko si Goloba malo disal. Ne. Če pogledamo 4 leta naprej, človeka kar zmrazi. Opozicije že zdaj skoraj da ni, ne. Niče, pa so se zdaj hoteli Stevanoviča zamenjati. Hoteli so zamenjati Stevanoviča, ampak oni pač bojo zdaj poskušali s temi potezami, ki jih pač treba potegniti, ne, kot si praviš, ne, kar je seveda res. Ne.
Ampak če bojo 4 leta vlekli poteze, ki jih bo treba potegniti, ne bojo pa imeli učinka, ne, to ne bo dosti dolgo trajalo, ne, in bojo verjetno po 4 letih, spravi leta 2030, še bolj nebogljeni in odrinjeni in v neki pad poziciji, kot so zdaj. Ne. Tako da to ni preverjenemu receptu novi novega obraza. Ja. Hvala za danes, Marko. To pa je tudi vprašljivo. To poletje se še seveda oglasiva. Zdaj midva ne greva nazaj plavati ali pa pod senčnike. Seveda pa privoščimo vsem tistim, Greva pa na sladoled. privoščimo vsem tistim, ki ta hip počnete, da to kvalitetno delate naprej, ne? Absolutno. Ne se pustiti motiti. Razen z večerom za vikend in tem podcastom. In seveda še kdaj se pustite zmotiti s kakšno politično analizo, ker politika, smo se vendarle naučili, tudi poleti ne počiva in nam ne da miru. To je bilo to. Podcast sem vodil Matija Stepišnik, moj gost je bil Marko Crnkovič, ampak ni še to pika. Nekaj klasične ekonomske propagande o večeru v soboto in večeru v nedeljo še sledi. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali v večeru v soboto? Demografski sklad je nov model upravljanja državnega premoženja, kot ga snuje vlada Janeza Janše. Je v njem rešitev za pokojnine ali gre za politični projekt, ki bo politiki dal še več nadzora nad državnim premoženjem in kapitalskimi tokovi? Ali državne naložbe ostajajo večni plen politike v različnih privatizacijskih krogih? Piše naš novinar Srečko Klapš. Dr. Andreja Gomboc, srednja profesorica za astronomijo, v intervjuju govori o našem vedenju o vesolju, astrofiziki, novih dognanjih o znanosti in njeni vlogi v družbi, pa tudi o ženska v njej. Zakaj ne bi imeli vsak večer 5 minut za znanost, kot imamo na TV za šport in kulturo, se med drugim sprašujem. Skupina Videosex je leta 1987 izdala album Svet je zopet mlad, s katerim je na glasbeni sceni obudila zlato obdobje slovenske popevke, nehote pa napovedala tudi slovensko družbeno pomlad. Zgodbo znamenite skupine je ponovno obudil Matic Majcen. Roki praznuje 50 let. Film, ki je šel od outsiderja do legende, postal je ena največjih svetovnih filmskih franšiz in med zvezde nenazadnje izstrelil Silvestra Stallona. Predvsem pa je to film o Ameriki in ameriških sanjah. In za finale naše priloge v soboto še dnevnik preteklega tedna, ki ga je zapisal Boris Kokal, frontman zasedbe Kokosi, muzičar, radijec, zajebant in še marsikaj. Dobro branje, skratka. Poglejmo še v večer v nedeljo. Domoljubje je, da znaš ceniti, kar imamo. Poskušam celo sceno potegniti naprej, ponosno nositi narodno nošo in ljudem pokazati, da se je Avsenikova glasba ostala brezčasna, se je v obširnem intervjuju razgalil Sašo Avsenik. Letos je pridelava vseh vrtnin zelo naporna. Miša Pušenjak v novem nadaljevanju o vrtičkarskih skrivnostih, tokrat o kalciju in kaliju, ki sta si antagonista, paradižnik pa brez njiju propade. Kako je neznano dekle po 25 letih dobilo ime? Nemški kriminalisti so ugotovili identiteto dekleta, katerega truplo so leta 2001 našli v reki Majni pri Frankfurtu. Razkritje njenega imena jih je pripeljalo do osumljenca. Videz ne sme zasenčiti glasbe. V pogovoru poudari glasbenica Nastja Gabor in še to, da se ne obremenjuje slavo. Poročena je s priljubljenim pevcem Luko Basijem, s katerim imata otroka, pogosto pa z možem sodeluje tudi na glasbenem področju. Tako pa smo počasi prikrmarili do konca. V teh peklensko vročih pasjih dnevih ostanite hladni in na hladnem. In ne pozabite na redne premore za hidracijo. In seveda na večer. Mi smo z vami v dobrem in slabem, v vročem in mrzlem, tako da se vidimo, se slišimo